Dragi moji gledalci, lep dober večer vam želim. Nocoj vas vabim, da se ustavite, umirite in pomislite na hvaležnost. Hvaležnost je čudežna. Naredi tisti zdravilen odmik od realnosti, da jo spet lahko vidimo kot našo veliko priložnost. Mojo hčerko so obsodili na tesen železen voziček, ker nikoli v življenju ne bo mogla hoditi. Je v svoji knjigi napisala Jerneja in to je stavek, ki sem ga citirala na pamet, ki je v meni ostal zavedno. Zasidral se je v meni in se nekje prekril z mojim največjim strahom. Da bo moj otrok poseben, nepokreten, drugačen, nemočen. Večini izmed nas se to ne zgodi. Tiste pa, ki se jim tak otrok rodi, čakajo neverjetni izzivi. Tisti postanejo luč, ker svojega otroka ne zapustijo, ker vanj verjamejo in s tem verjamejo v čudeže. To so ljudje, ki nam lahko svetijo v temi naših vzgojnih zablod in vse večjih problemov z našimi otroci. Ko sta Jerneja in Klemen Renko, ko sta se predano ukvarjala z napredkom svoje hčerke, nobeden od njiju ni imel časa za računalniške igrice, primerjave, kdo ima več, kaj mislijo drugi, ker je bilo teči po zelenem travniku za njino nedosegljivo. Želje in hrepenenja po nedosegljivem, dragi moji, so zdravilne. Zaradi njih ostajamo skromni, nepopolni, takšni, kot v resnici smo. Dobrodošla, Jerneja. Dobrodošla. Hvala. Hvala tebi za tako lep povod, sem se kar raznešla. Kar izvoli, sedi. Draga moja Jerneja, jaz sem mislila, da bo danes tvoja Nina tukaj, ampak zanjo je to pretežko, a ne? Mislim, zanjo bi bilo prenaporno vse skupaj. Ona si strašno želi biti v šoli s svojimi sošolci, ker to ima res rada. Zvečer imamo še nek koncert na glasbeni akademiji, kjer Vita nastopa z zborom, tako da si je to zelo želela. Če bi pa še to umestili noter, bi pa bilo preveč, ja, ker jo pa energetsko potem včasih malo ustavi. Ampak ona je posnela video za nas, ne? Ja, to si je pa želela, da vam sporoči. Ona pač ne govori, tako da bo to malo drugačen način sporočila. Ampak ja, zelo pripravila se je, outfit si je zbrala, se usedla in posnela za vas sporočilo. Evo, poglejmo. Sem Nina Renko. Imam starejšo sestro Vito, imava se radi. Danes sem v Kajžici v šoli. Tukaj so prijazni učitelji in sošolci. Rada imam matematiko, španščino, geografijo, zgodovino, glasbo, šport. Zelo rada berem knjige in vsak dan pišem dnevnik. Vsak dan telovadim. Rada tečem, smučam, gledam televizijo. Rada pospravljam. Lep pozdrav vsem. Kako lepo je posnela. Mislim, to je napredek, to je nastali iz iste punce. Jaz sem prej v uvodu rekla, da se me je ta stav tako dotaknil, ne? Da si tam, sem pa si res predstavljala, kako si se počutila, ko si gledala tisti železni, to si tako dobro napisala v knjigi, ne? Železni stol, v katerega boš zaklenila svojega otroka. Ja, tisti stol je pač ostal tam na tistem hodniku z imenom Nina Renko in ga nikoli nismo šli iskat, ampak dejansko ja, od takrat se je veliko stvari zgodilo. Govor sicer ne, zato je to sporočilo bilo malo drugačno. Ampak si je pa strašno želela sporočiti, da vas pozdravlja, kaj povedati o sebi, tako da je to napisala in preko komunikatorja potem tudi sporočila,
In tudi zelo sodelovala je, si izbrala outfit, se usedla, sva posneli, tako da je bila zelo ponosna na se. Kako lepo. To je zdaj vajino delo, ne? Vidva z možem sta se odločila. Kako je to bilo? To je kar v veliki meri najino delo, oziroma se mi zdi tudi, da najboljš, da starši, ki imamo otroke, ki se rodijo s takimi težavami, čim prej sprejmemo, ne da z tega otroka nič ne bo, ker to je bilo ves čas informacija, sprejmite, tega ne sprejmem in nikoli nisem, sprejmem pa, da bo moje življenje drugačno in da bom verjetno morala več vložiti, kot pa otroka, ki se rodi brez diagnoze. Kako si se takrat, a si sploh slutila, da ti si napisala knjigo, jaz jo priporočam v branje, ampak midve ne bova zdaj, kar je v knjigi, rada bi pa seveda slišali to zgodbo. A si ti kaj slutila, je bila nosečnost kako drugačna, ti si se trudila imeti, kako je to bilo vse? Jaz sem že prva nosečnost je potekala popolnoma normalno, ampak končala se pa ni popolnoma normalno, ampak se je končala zelo tragično. Ker 14 dni pred rokom poroda je hčerki nehalo biti srce. In pravzaprav, to še zdaj težko povem, je pač umrla. Tako da ta nosečnost se je končala tragično in potem je bil tudi to induciran porod. Nisem delala carskega reza, ampak sem rodila normalno. Mrtvega otroka si rodila. Ja, so mi svetovali tako, da če želim še imeti otroke, da boljš, da se lotim pač takega poroda. Pa sem upoštevala njihov nasvet. Potem drugo nosečnost so zelo spremljali, ravno zaradi prve. In se je potem tudi v redu končala, čeprav so mi tudi inducirali porod, tako da tudi Vita se je rodila na ta način. Dali pa smo ime Vita s pomenom, ker pomeni življenje. Ja. Vita je bila zdrava in je še zdrava. In je fenomenalna punca, ona je pevka, ona bo naredila tako še dragi moji, zapomnite si Vita Renko, to bo še velika kariera. Ja, Vita je v glasbi doma, tudi študira zdaj na glasbeni akademiji. Fajn punca je, no potem pa so se odločila še za enega otroka in to je pa bila Nina, ki so seveda spet spremljali intenzivno, ampak ona je pa ves čas bila premajhno glavo imela, tako da so me opozarjali, da verjetno nekaj ni v redu. In potem tudi sem pač rodila na isti način in je bila res dejansko majhna, ki se je rodila, ampak ni bilo opaziti nobenih posebnosti. Nekaj mesecev. Potem pa sem je začela opažati, da ne sliši morda, ker se ni odzivala na glasne zvoke, z Vito smo se pogovarjali, veliko smo peli, veliko je bilo glasbe, ona se ni odzivala. In potem sem enkrat rekla možu, da se mi zdi, da je Nina gluha. Pa je rekel, kompliciraš, kaj ti spanična. In potem smo dejansko začeli res zelo intenzivne zvoke izvajati, načrtne. In potem so nas pospremili na Orele kliniko in počasi je začel res kazati, da ona slabo sliši, potem da ne sliši, potem da nič ne sliši oziroma da je 100% gluha na obe ušesi. Tako se je začelo. Ni se pa tudi grobo motorično razvijala tako, kot bi se morala, tako da vse je bilo v zaostanku. In potem v prvem letu, lahko rečem, je ona dobila že kar tak debel fascikel z diagnozami. Tako se je to odvijalo. Je bilo kar naporno. Kako si ti to doživljala? A si padla v depresijo, a si jokala? Kako je to? Mislim, kako se s tem soočiš? Ja, to je zelo težko, ampak jaz takrat, ne vem, nisem padla v depresijo, niti nisem jokala, ampak jaz sem, ne vem, odkot potegnila ne vem kakšno moč, skupaj z možem, Klemnom, tudi on je imel to moč in sva ves čas samo delala v smeri, kaj lahko še naredimo, kje lahko pomagamo, kaj lahko raziskujeva, kam greva. Ves čas sva iskala rešitve, informacije, kako bi midva lahko rešila oziroma pomagala, da bi se ta zgodba začela odvijati drugače, ker je bila res zelo slaba napoved. Kdaj ste pa dobili ta pravo tako diagnozo oziroma kdaj se je tisti železni voziček zgodil, ko si se morala soočiti, ali boš hčerko zaprla tja v tisti voziček, ali boste šli po svoje? Ja, to je bilo tam okrog enega leta, 9-10 mesecev, mislim, da je bilo, ker takrat otroci že splazijo, sedijo, kobacajo, ona pa nič od tega ni počela, in je bilo očitno, da res ni v redu. Ja, in se spomnim, tiste ambulante res ne bom nikoli pozabila, pa sami z Nino sva šli tja.
kjer je pač ta zdravnica, ki je res priznana zdravnica v Sloveniji, jo pač tam premetavala po pultu in je rekla, lejte, mi jo bomo dali od ta voziček in jo je dala noter, pač od ta voziček, kjer imajo tam v tistih razvojnih ambulantah in je prevezala roke, noge, trup, Nina se je drla, kričala in sem se rekla, pa lejte, ona kriči, ona vam nekaj sporoča, dejte jo prosim ven iz tega. Rekla, ne. To bomo mi vam napisali, pa boste vi lepo se mirno sprehajala potem in hodila na sprehode in uživala. Pa kako naj jaz hodim na sprehode in uživam z otrokom, ki je privezan in ne more razviti niti ene mišice, če je privezan. Tako da jaz sem ves čas v to smer razmišljala in je ta voziček dejansko tam ostal. Tudi tja nismo šli nikoli več, tudi to razvojne ambulante sem jaz zelo kmalu nehala hoditi, zato ker mi je bilo toliko stresno. Ker vedno, ko sem prišla domov, sem bila 14 dni, 3 tedne predvsej na tleh. Zato, ker se že pobereš, pa najdeš nekaj, lahko pomagamo, dajmo to, pa te spet čisto poderejo. Ampak to se dejansko dogaja še danes. In ne razumem tega in nikoli ne bom, zakaj imajo tak pristop, zakaj ne rečejo, lejte, kritično je, diagnoza je taka, znotraj tega sistema verjetno ona ne bo hodila, ker mi lahko ponudimo to, kot ponudimo. Seveda so fizioterapije, delovne terapije, hvala, super, ampak to je premalo za otroka, kjer se kaže, da pač bo imel večje težave in večje izzive. Kaj oni zdaj še vedno rečejo, to sprijaznite se s tem? Ja, to še vedno rečejo. Meni so to rekli večkrat. In ko se je debatiralo glede grobe motorike, ko se je debatiralo glede vrtca, glede šole, ves čas smo to poslušali. Ampak meni pa nekako notranji glas ni bil sinhroniziran s tem kontekstom. Res. Ker Nina se je slabo premikala, ni govorila, tudi tistih prvih glasov nekih ni bilo vzlogov, ampak ves čas je pa z očmi sporočala, da ima rada življenje, da ne pomagamo, da hoče še več. Se pravi, si imela stik z njo. Ves čas en tak klic. V bistvu si slišala njen glas. Ja. Jaz mislim, da imam kar močno intuicijo, ampak sicer takrat so me sem in tja strahovi, so me zamorili ta glas, ampak mislim, da skupaj z možem sva se potem malo včasih dvigalna, pa sva se pogovarjala, veliko sva se pogovarjala, iskala rešitve in sva potem res rekla, noč, midva moramo nekaj narediti. Ta sistem nama lahko pomaga, to, kar nama pomaga in verjetno imajo strokovnjaki prav, saj so strokovnjaki, medtem ko nevrolog je pa vedno poudarjal, lejte, možgani so nevroplastični, tudi če je slika taka ali pa taka, jaz ne morem reči, kaj se bo zgodilo, tako da ker se razvijajo, ne? In kognitivno, se pravi premikanje in tako z njimi razvijaš možgane, ne? Seveda, že v osnovi senzorika, že sam vid, sluh, dotik, tle je osnova, ki se gradi potem kasneje groba motorika, fina motorika, da se telo zbudi, In mi da so to vedela, ampak nisva imela znanja. Kaj zdaj midva ne z njo počneva? In potem sva raziskovala in prišla do informacije, da obstajajo inštituti, midva sva pač izvedela za ta Filadelfijski inštitut, kjer so nama v bistvu dali povratno informacijo, da midva razmišljava prav, da očitno morava vzeti odgovornost v svoje roke. Ker dejansko je to res, starši so z otrokom najbolj ga poznajo, vejo, kdaj je utrujen, vejo, kdaj je pripravljen kaj delati. Otrok ima najrajši na svetu svoja starša. Starša sta najbolj na tem svetu motivirana, da mu pomagata. Noben najboljši strokovnjak ni tako motiviran kot starša. Zdaj, midva so se pač morala stvari določene naučiti, ampak sva bila pripravljena vse narediti za to. Mislim, jaz sem še danes, jaz mislim, da sem res taka mama, ki se raztrga za svoje otroke. In to se mi tudi zdi, da je nekako moje poslanstvo. In potem sva šla v to smer, začela sva se učiti in se je začel odvijati na vzgor. Veliko družin takrat, kadar pri takih, kakšna je bila ta diagnoza? Nina ima več diagnoz, torej obojestranska gluhost, težka govorna jezikovna motnja, ker ne govori, ker ima pač dizartrijo, zelo slabo ima razvite oralno-facialne mišice in dejansko ne more, težko je, tudi slino recimo težko kontrolira, ne more govoriti. Ampak dobro, komunikacija je verbalna ena, obstajajo še druge možnosti. Tako da jaz sem imela vedno sem imela oba odprte možnosti. Potem mitohondrijska bolezen, to je pač dolgotrajno bolan otrok, kjer se pač na celični ravni ne odvija tako, kot bi se moralo. Zato so se tudi verjetno, možgani drugače razvile. Ona ima polimikrogirijo, to je pač bela možganovina, je bolj nagubana, skratka drugačne možgane ima ona. Vse to je bilo.
verjetno sem že kaj pozabila, zdaj ta trenutek. Ja, ampak ponavadi družine takrat razpadejo, oziroma zelo velikokrat razpadejo. Ne? Mislim, eden od staršev ne zmore. Ne? Ja. Seveda, ker veš, da se bo tvoje življenje spremenilo, kakorkoli že pač. Ti boš sužen, mislim, če rečeš tako, sužen, oziroma na voljo moral biti v bistvu cel življenje temu svojemu otroku. Ne? In to te lahko stisne. Ne? Ja, no sej, zato sva pa midva tako razmišljala. Tako bova morala verjetno jo podpirati. Zdaj pa deva jo raje podpreti tako, da ona napreduje, ne pa da se sprijaznim s tem, da je ona v tem vozičku in da tle ostane. Ja. Ker tako, kot je rekel profesor Neubauer, odprte so poti, vi raziskujte. Ona jo je vedno podpirala, ne? In pediatrinja tudi. Sej se vedno najdejo ljudje, ki te podpirajo. So pa bili pač mnogi terapevti, ki pa so se držali tistega svoje metodologije kot pijanec plota in od tega ne odstopajo. Ampak to sem hodila reči, ti Klemen je pa tlele absolutno stal ob tebi, oziroma tudi zelo on sam raziskuje tudi, ne? Oba sva si zelo podobna, oba dva vedno verjameva, da se da nekaj narediti, oba dva se rada učiva, oba dva rada raziskujeva. In tle sva bila midva res čisto sinhronizirana. No? In tudi še danes sva. Vse, kar se dogaja okrog prihodnosti Nine ali Vite, se mi zdi, da sva res zelo usklajena. To je v bistvu celo na nek način sreča malo, ne? Ja, malo imam pa tudi lahko sreče. Ja, je sreča. Ja. Jaz sem zelo hvaležna, da sva skupaj, midva sva skupaj že od leta 1995, tako da sva zelo dolgo skupaj. In se mi zdi, da se nekako res dopolnjujeva, da skupaj rasteva, da se skupaj učiva in da je to nekako res najna taka skupna zgodba. No? Tudi te knjige ne bi bilo, če ne bi bila z njimi. Ja, te ne bi podpiral. Vidva sta pa tam v Ameriki se naučila in začela v bistvu, kako je to izgledalo? Mislim, to sem berem, naprimer, kako ste vse še dvorišče, vse hišo, vse ste prilagodili, vse, nič vam ni bilo težko. Ja, ne, nič nam ni bilo težko, v bistvu meni je bilo precej težje to, da sem šla enkrat na teden na fizioterapijo, enkrat na teden v drug kraj na delovno, recimo vse to, kar smo prej izvajali, bilo meni bolj naporno, ker smo midve z Nino sami se vozili, Vita je bila doma sama, pa sem morala varstvo organizirati, pa Klemen je bil nekje drugi, nismo bili sploh nič skupaj in se mi zdi, da smo zgubljali stik, hkrati pa se nič ni odvijali, noben napredek ni bil viden. Potem so šla pa midva na izobraževanje na ameriški inštitut, ampak ta ameriški inštitut hodi po svetu, to je ekipa in prihajajo tudi v Italijo, v Fauljo, to je pri Pisi in midva sva šla tja na izobraževanje sama, ker sva morala iti sama, to je njihov pogoj, najprej sva morala ogromno literature preštudirati, da sva sploh prišla tja, zato ker oni želijo, da prevzameš njihovo razmišljanje, njihov mindset, to pa je ameriški mindset, ki je zelo tako, gremo, akcija, vse bo dobro, so precej bolj pozitivni, ampak v tem trenutku sva midva to rabila. Tako da sva se tam naučila, kaj bomo počeli doma in potem sva prišla domov, smo začeli to izvajati, ja, in to je bilo 7 ur na dan. To je bil tak celostni pristop na senzornem, motoričnem, intelektualnem nivoju in tudi na nivoju prehrane, ker ona je bila zelo slabe mišice imela in je potem morala jesti zelo tako beljakovinsko dieto imela, da se je okrepila z vsemi temi treningi skupaj. Ampak niso bili to samo grobomotorični treningi, ampak predvsem veliko smo delali na senzoriki in tudi na intelektualnem nivoju. Zato, ker se zgodi, da če otrok je pač fizično ne hodi pri enem letu, se ukvarjaš samo s tem gibanjem. To pa ni zadosta, ker pa kar pozabimo na ostale stvari, se z njim pozabimo pogovarjati, z njim pozabimo in pač neki intelektualni napredek izvajati. In pol leta minejo, in pol je star 7 let in ne pozna niti črke, niti nič se ne zgodi. Ves čas je treba skrbeti za celostni pristop. Celostni, ja. Ja. In mislim, kako ste to rešili s sluhom, pa tako to tudi opisuješ, ne? Ja, sluh pa, tle pa smo res raziskali in se je izkazalo, da pač ona tle nima razvitih čutnic, nima polžka, tako da smo se odločili pri 3 letih in pol za operacijo in je dobila kohlearni implant. Polžev vsadek torej ona do takrat ni nič slišala. Potem je pa dobila polžev vsadek, to ga pač ugradijo v lobanjo, notranji del in še zunanji del je potem, ampak preden so ga ne priklopili, je to še trajalo. To ni tako, da ona dobi polžev vsadek, pa se sliši in razume, ampak to je proces. Tako da, ja, takrat je potem začela počasi slišati, najprej prve zvoke, ker je bilo tudi precej zanimivo. Razumevanje pa kako je pa to doživljala?
je prvič, ko smo jo priklopili, je jokala. Je bila prestrašena, a ne, ker ona ni dejansko prej nič slišala nikoli. Totalna tišina. Ja, dojenček sliši že, ko je trebuho, a ne. Totalna tišina, ves čas. Ampak mi dejansko nismo vedeli toliko časa, zakaj je bila ona gluha, ker je bila ona toliko odzivna, ker so bile njene oči toliko žive, a ne, in pa nas je včasih tako prevarala, ne, načrtno, smo kar mislili, ja, pa sej sliši, a ne, ampak ona je bila res odzivna, z očmi. Res prava, Ja. prava živa, prava, kako temu rečemo? Borka je, ja. Borka, Taka joie de gajstna. vivre, volja do življenja, a ne? In to je že ves čas kazala. A ne? In tudi, ko smo recimo mi ta program začeli potem doma izvajati, to smo mi rabili ekipo, stari starši so pomagali, to je bilo in toliko intenzivno, ampak ona je bila vsa navdušena, polna energije, nikoli utrujena, nikoli se ni upirala, mislim, to je bila motivacija na takem nivoju, da A še res? ja, pa tudi danes je še. Še, a ona danes teče, kaj vse ona danes zmore, kaj danes vse ona zmore? Ja, ona dejansko pri 3 letih in pol, preden smo mi začeli ta izvajati program, ni hodila. Pri 3 letih in pol še ni hodila. Potem smo začeli to izvajati in je ona, mislim, da je bilo 5 mesecev intenzivnega treninga sicer, začela s hojo. Danes hodi, teče, vse to brez kakršnih kolopornic, smuča, se vozi s kolesom, lahko pleza, vse to lahko počne. Res. In ne samo, da lahko to počne, ona telovadi samoiniciativno vsak dan. Ker s tem programom, a ne, to je res načrtovan dan z več aktivnostmi in ona se je s tem tudi naučila stroge discipline. Kar je dobro, ne? Kar je dobro za vse. Ja, Za celotno ker je družino. strukturirano, Včasih, kakšna družina reče, to pa mi pa nismo disciplinirani, dejansko potem postanejo, ko začnejo to delati. A ne. Starejša Vita je pa pač to opazovala in je ona to sprocesirala in je tudi zelo, zelo samoiniciativna, samodisciplinirana. Vsi smo v družini zelo taki. No. Tudi, Se je tudi ona bi se to posvojila, ne nismo nič motivirali, ampak ona je to samo z opazovanjem. kaj pa šola, se pravi, piše, Ja, to pa tudi ta inštitut spodbuja, da se te otroke začne zelo hitro naučiti branja. A ne? To pa zato, da se oni potem lahko sami opismenjujejo, zato ker pogosto, mislim, seveda, lahko se zgodi, da ne govorijo. A ne? In če pač tega izražanja ni, težko je potem komunicirati. Tako da smo mi zelo zgodaj začeli z branjem. In ona danes res obožuje branje knjig, rada bere. Zdaj, s pisanjem smo pa začeli malo kasneje, piše tudi, ampak piše, njena struktura je zelo slaba, ne? Ker mene kot slovenistko boli, ampak to preživim, samo da napiše, ampak ne, danes si lahko pomaga tudi s ChatGPT-jem, da ji stavek lepo oblikuje. Ja? Tako da jaz mislim, da tudi ta umetna inteligenca je nam dejansko takih Tudi kaj dobrega prinesla, ja. Veliko dobrega je lahko prinesla in tudi mislim, da bo tem ljudem še zelo lahko pomagala. A ne? kakšni so pa njeni načrti, kako ona to sebe vidi v svetu, kako? Njena samopodoba je zelo dobra. To pa zato mislim, da, ker smo jo vedno obravnavali ne kot neko ubogo invalidno osebo, ampak vedno kot punco, ki se je pač rodila s primanjkljaji in z več izzivi kot mi in ki pač mora se bolj boriti, ampak vedno smo ji pa zaupali. Vedno smo ji zaupali, da bo ona stvari zmogla. In tako nekako sinhronizirani smo bili na ta način. In ona je zelo samozavestna, zadovoljna, ona ima res rada življenje, ona ljubi ljudi, ona je toliko vesela, če človek nameni 5 minut, res 5 minut, kar moram priznati, da to ni tako pogosto. Zato, ker s človekom kot je Nina, s punco kot je Nina, si moraš vzeti čas. In ljudje si ne vzamejo časa, da se usedejo, da rečejo, daj povej, napiš, pa da nazaj napišeš, da ji nazaj rečeš, tega pač ni. Ne? Tega ona nima, oziroma kar imamo v šoli, zato sem tudi zelo hvaležna za to, da je lahko v redni šoli. Najprej je bila v Montessori šoli, zelo lepo sprejeta, zdaj pa je v zavodu Kajžica, to je tudi Montessori skupnost, tudi pač, to so v bistvu šolarji na domu, v 3. triadi, ampak proces šolanja pa teče. Ne? In Nina res obožuje, da gre lahko tja, da dobi
snov, slovenščine, matematike, vseh teh učnih predmetov. Najbolj srečna je, da dobi domačo nalogo, da tam opazuje svoje sošolce. In tam mislim, da jo res zelo lepo jo sprejemajo, zelo sem jim hvaležna, da je lahko tam, tako da to pa imamo nekako vedno srečo, da se znajde v takem zdravem, odprtem okolju. In kaj pa ti kot mama, ko poslušaš tele vzgojne probleme, pa tam otroci tepejo druge otroke, mislim, ta razvajenost, hočejo to, hočejo ono, bulijo v telefone, kako gledaš ti na te vsakdanje skrbi? Mislim, jaz nobene težave nikoli ne podcenjujem. Vsak, ki jo pač ima, je to zanj največji problem in največja težava. Zdaj, zakaj pa do tega pride, pa se bojim, da je res mogoče zamujeno, je že vse zamujeno. Zato, ker v prvih 3 letih se mi zdi, da se res gradijo tisti temelji. Ko otroku ti postaviš 4 trdne stebre, bolj jih obzidaš, bolj jih dodelaš, manj je možnosti, da se bo to zamajalo ob nekih viharjih. In tle se mi zdi, da se res splača v prvih 3 letih posvetiti starševstvu, biti takrat prisoten, poslušati otroka, vanj zaupati, ga razumeti kot unikat, ne pa ves čas, kaj mora, ker dejansko zdaj tudi mnogo tega vpliva socialnih omrežij in je to kar naporno za starše. In to opažam zadnja leta, da k meni prihajajo recimo tudi mamice, ki nimajo otrok, ki imajo diagnoze, ampak so zmedene, ne vejo, kaj početi, pa primerjanje, pa Instagrami in so potem frustrirane, ker pa sploh ne bi bilo treba. Meni se mogoče takrat dejansko zdi, pa se to ni noben problem, ampak ne rečem tega, ker zanjo je problema. Ampak, no in prav z tega razloga sem tudi zdaj pripravljam spletni program za starše zdravih otrok do 3. leta. Ravno zato, da jih podprem. Naslov bo prva 3 leta so ključna, obogatimo otrokov razvoj s sproščenostjo in prisotnostjo, zato da vidijo, da je pravzaprav lahko zelo preprosto. Samo ustaviti se je treba, pogledati, poslušati otroka, z njim se igrati in vso to stimulacijo, optimalno okolje ti lahko zgradiš vsak dan skozi igro. In se mi zdi, da so to malo pozabila. Mogoče skozi skromnost? Kaj misliš o skromnosti, o hvaležnosti? Ja, hvaležnost meni se je včasih zdelo to, ko so začeli govoriti, pa kaj je ta hvaležnost brez veze. In potem sem dejansko jaz to res začela prakticirati, takrat, ko sem se malo ustavila, ko sem pač imela težave z zdravjem. Vsak dan. Ti si vmes resno zbolela? Jaz sem resno zbolela, ja. Jaz sem se dejansko toliko skoncentrirala samo na to delo z Nino, da sem pozabila nase. Jaz sem res toliko pozabila nase, da ko sem izvajala to IQ metodo, sploh nisem čutila roke, noge, rame, nisem vedela, kje imam dele telesa. In potem sem imela ves čas težave, ginekološke težave sem imela, ob ščitnico so mi odstranili, ker sem bila toliko utrujena, da bi lahko sred ceste zaspala, ampak potem so ugotovili, da imam v bistvu preveč kalcija in so mi to odstranili in sem bila v redu. Ampak ves čas so bili taki neki alarmi, da pa bi bilo mogoče se smiselno malo ustaviti. Ampak jaz nisem imela časa. Ko sem pa dobila potem diagnozo oziroma ko sem imela spremenjene celice v dojki, so bile rakave, takrat pa sem se res ustrašila. Takrat pa sem se. Ja, si pomislila, da bi hčerko lahko zapustila? Ja, spet seveda to, ja. Mislim, pa tudi imela sem izkušnjo z mojo mamo, ki je imela tudi raka hormonskega in vem, da je bilo to zdravljenje zelo naporno. Ampak, no sej, kako sem jaz do te diagnoze oziroma kako sem sploh prišla do tega. Jaz včasih kar dobim kakšen klic, kaj jaz vem, odkot pride. In sem rekla ginekologu, če bi me poslal... Zelo posebna mama si, zelo posebni punci. Ja, očitno. Si dobila klic? Ja, če bi me malo na mamografijo poslal, ker imamo družinsko anamnezo precej kritično, pa je rekel, se še nisi stara 50, se ne rabiš, ampak pa bomo videla. In potem sem šla in sem dejansko pozabila na to. In se spomnim, ko smo šli še v Zagreb, na meji smo bili, ker smo hodili tudi na terapije elektrostimulacije v Zagreb z Nino, sem pa dobila klic, da moram se takoj zglasiti na onkološkem, da nekaj ni v redu. In potem sem šla, ampak smo ga tako zgodaj ujeli, da nisem imela potem niti operacije, niti kemoterapije. Ampak to ne vem, če bi jaz takrat tega ne bi rekla in bi bila stara 50, ko bi mi pripadala mamografija, bi bilo drugače. A to si prav začutila, ta klic?
prav začutila. Še danes ne znam razložiti, zakaj sem to naredila, res. Jaz mnogo stvari ne znam razložiti. Mislim, hvala, to je res zanimivo. Mislim, a misliš, da premalo, da te je to, mislim, rada bi te vprašala eno tako nekonvencionalno vprašanje. Ti se res razdajaš. Se pravi, tisto, kar mi v bistvu lepo govorimo o tem razdajanju, ampak tega je čedalje manj ljudi se je pripravljenih razdati za življenje nekoga drugega. Ne? A je te to dela mogoče bolj občutljivo, da več slišiš, več vidiš? A je to tisto, mislim, težke stvari? No? Ja, jaz ne znam odgovoriti, o tem razmišljam, ampak jaz mislim, da tudi Nina ima neko tako posebno energijo, ki jo oddaja in vsak, ki pride recimo v stik z njo, jo začuti. In tudi ona močno čuti ljudi in mogoče midva so res ogromno skupaj. In se mi zdi, da tudi, če sem jaz ali utrujena, ali se slabo počutim in ki pridem zraven, da kar dobim neko energijo. Ona meni, verjetno, mogoče to ona meni daje. Jaz mislim, da je mogoče ona na ta svet, ne vem, prišla z nekim razlogom, predvsem zato, da nas uči, to zagotovo, ker nas je že veliko naučila, pa nas še bo. In tudi meni je res tako odprla oči. Jaz sem prepričana, da ne bi bila taka, kot sem. Verjetno bi bila v službi, kot sem bila prej, poučevala bi slovenščino, kar sem sicer rada počela, ljubim najstnike in super mi je bilo z njimi, ampak me je življenje odpeljalo potem na drugo pot. In bi tam ostala in bi se ukvarjala z vsakdanjimi vprašanji in bi Klemnu težila, zakaj pa ni čevljev postavil tisto vrsto, ki jaz hočem. Mislim, midva recimo za take debate sploh nima več časa, ker ponavadi res debatirava o drugih stvareh, načrtujeva, se pogovarjava, se mi zdi bolj življenjsko pomembno. On je tudi glasbenik, ne? Pri vas je veliko glasbe. Tudi to mogoče, a veš, glasba je veselje, a ne? Glasba je veliko pri nas, ja. Mislim, Klemen je član benda, on igra že od svojega 16. leta v bendu kitaro in tudi ustvarja glasbo. Tudi verjetno je zato Vita, glasbeno, čeprav se spomnim. No, se to je tudi prej, si me vprašala, ko sem jaz dobila, ko se je Vita rodila, sem bila jaz toliko neizmerno hvaležna, da se je ona rodila, da sem to res pograbila z vsemi 4 in sem z njo počela stvari, od senzorike do motorike, pa nisem tega prebrala, ampak to je bilo tako iz mene, to je bilo tako naravno. In se mi zdi, če bi res se vsi prepustili materinstvu, starševstvu na tak način, da bi vsi optimalno lahko vplivali na otrokov razvoja. In takrat sem jaz vse to počela, ker sem pol z Nino dejansko se učila, seveda pa je bilo to bolj intenzivno in še drugi pristopi. Ampak tudi ona, midve sva ogromno prepevali, ogromno sva peli, se valjali po tleh in vsega tega je bilo veliko. Glasbe pa vedno veliko pri nas. In Nina je pa začela glasbo slišati šele tam, pri 10. letu recimo. In kakšno ima zdaj ona odnos do glasbe? Ona zdaj recimo, če sliši v avtu, na radiju, neko pesem jo lahko že prepozna. In ima rada glasbo in tudi poje. Sicer takrat si mi zamašimo ušesa. Ampak ona tudi poje rada. Predvsem pa je zelo ponosna na Vito, ko nastopa in tudi na njene nastope vedno rada gre in tako. Kaj pa bi ti, naprimer, ti si napisala dobro knjigo, si zelo skromna, ampak si mogoče ti prej si rekla, da bi bila učiteljica, pa to, si imaš kakšne želje še, da si bolj ustvarjalna, da še kaj napišeš? Kakšne so tvoje vajne, pravzaprav tudi Klemen, kakšno še, če lahko v njegovem imenu kaj rečeš, kakšne naste načrte? Zdaj, Klemen ima seveda še svojo službo, on je zelo rad v informatiki, to obožuje in mislim, da je ta del moški, on rabi. Jaz lahko zase rečem, da je pisanje res meni terapevtsko, da rada pišem. Se tudi to knjigo jaz nisem vedela, da bo to nastala knjiga. To so bili dejansko moji zapisi, ko sem potem, ko sem bila na rehabilitaciji, ko sem imela operacijo hernije, še to sem imela, ja. Ja, ti si kar. Se sem verjetno še kaj spustila. No in takrat sem potem to malo skupaj izbrala in oblikovala v knjigo, ker sem imela malo več časa, ker sem bila sama v Zrečah takrat.
Jaz mislim, da se zna zgoditi, da še kaj napišem, ker izredno rada pišem. Zdaj sem sicer imela idejo, da bi naredila nek priročnik, ampak sem potem to preoblikovala v spletni program, ker izredno rada pa tudi predavam. Aha. Rada sem tudi mentorca. In mislim, da me tle tudi rabijo starši, ker dobim povratne informacije, da so hvaležni za to, kar jim dam, ker dejansko ima res Klemen kot oče, jaz kot mama ogromno izkušenj, ne samo znanja, ampak predvsem izkušnje se mi zdi, da so tiste, ki naj delajo zelo kredibilne. Sta vidva, ko se je to začelo, navezala stike s kakšnimi starši, imate vi zdaj kakšno društvo, ali sta vidva zdaj to ustanovila? Namreč, če dobiš takšno diagnozo in si sam in se nimaš razen na strokovnjake, ki ti rečejo, sprijaznite se, obrniti na nikogar, ki nima, mislim, je fajn, da najdeš koga, ki ima te izkušnje, ne? Ja, midva sva potem dejansko začela, sva razvila svojo metodologijo, zato ker so starši prihajali k nama po informacije in sva morala to precej prilagoditi. Midva sva pač delala z Nino, potem pa sva to metodologijo z vsega tega znanja, ki sva ga skozi leta pridobivala in izkušnje zgradila, tako da imamo svojo metodologijo, s katero potem sva lahko svetovalca, mentorja takim družinam. In veliko družin prihaja, že več kot 100 družin je prišlo k nama. A res? Ja, tako da mislim, da sva jim opora, saj povratno informacijo tako nam dajo. In mislim, da jo tudi rabijo, ker dejansko, če pomislim takrat, ko se je nam to zgodilo, jaz se nisem imela na koga obrniti. V Sloveniji ni bilo človeka, ki bi nama lahko pomagal. Tako da, če recimo kdo ne more v tujino ali mogoče ne zna jezika, sva verjetno tle midva lahko pomagava. In to pokriva verjetno tudi še kakšne druge bolezni, ali kaj? In to so pač otroci, ki imajo težave oziroma zaostanek v razvoju. Kaj kakorkoli. Lahko je to minimalni razvojni zaostanek, lahko je težava s koncentracijo, fokusom, avtizem, ADHD. To je pa kar poslanstvo, imaš to rad, mislim. To je moj svet, to je dejansko moj svet. Jaz o tem veliko razmišljam, ves čas raziskujem. Tako da mislim, da sem jaz poslana na ta svet kot učiteljica, zdaj kakršnakoli že pač. Najprej sem delala z najstniki, zdaj delam starši, zdaj bom tudi starši, ki imajo še manjše, mislim, otroke, pač nič do 3 leta. Je pa seveda zelo priporočljivo, da se to začne čim prej ukrepati, da se čim prej. Ker tam do 6 let je fajn, da se. Ja, da se začne čim prej. Kaj pa hrana pa to? Kdo vam je pa to, kaj je rekel? Dobar, za mišice hrana, ampak to je kljub vsemu, to mi je zanimivo celostno, ne? Ampak vse to velja tudi za nas zdrave, celostno se razvijati, ne? Isto, seveda, človek je pač celosten, in ti moraš zajeti z vseh strani. Tako da hrana je zelo pomembna. Sploh recimo pri otrocih, ki imajo težave s koncentracijo, fokusom, da ni sladkorja, ogljikovih hidratov, potem imajo tudi otroci različne alergije. Čeprav starši se mi zdi, da so z področja prehrane, da je to kar dobro pokrito pri nas. Ta nutricionizem, to imajo kar veliko znanja, že pridejo s tem. Kako pa misliš, ko gledaš ta svet? A je takole zdaj, ker to vse znaš, pa veš, pa si v bistvu ves čas na nek način izpostavljena nekim posebnemu načinu življenja, a smo dovolj hvaležni, a gre ta vzgoja, kako se mi z otroci ukvarjamo v pravo smer, a si imela kakšne vzgojne probleme, naprimer, kdaj z Nino, a je imela kdaj kako puberteto, ali kaj? Z nobeno, niti z Nino, niti z Vito. Ne, zato pa tudi, se mi zdi, da je vse ta pristop verjetno, da nekaj pa mora biti na tem, da ta zgodba zdrži in tudi metodologija in tudi vsi ti pristopi, ki so jih izvajala in z Nino in z Vito, da morajo biti nekako ta pravi. Jaz nikoli nisem imela nobenih težav, tudi Vita recimo je bila vedno fokusirana, ona ima vizijo totalno danes, ve, kaj bi rada počela. Obedve imata tudi veliko interesov, nobena ni zdolgočasena, vedno se najdejo stvari, da jih lahko počneta. Tako da to se mi zdi, jaz sem zelo hvaležna za to, da imam taki punci, pa da ni bilo nobenih takih. Ampak to je vzgoja, ne? Kaj je vzgoja? Jaz mislim, da je seveda nekaj tudi prinesejo na svet otroci, ampak da se da z vzgojo zelo veliko narediti, ampak se pravim v tistih prvih letih. Pol je pa že zelo zamujeno. Zdaj jaz lahko vidi nekaj, mislim, predvsem pa zgledi. Zdaj mogoče bi se še tega dotaknila. Predvsem pa zgledi. Zdaj, če jaz govorim otroku, da ne bere knjige, jaz pa v življenju knjige nisem v roko vzela. Ne vem, če to zdrži. Jaz tudi svojemu staršu ne bi verjela.
Tako da to je tudi zelo pomembno. Pa pogovora, ne, družina, da je povezana, ker mi da so veliko delali z Nino, a ne, ampak kljub vsemu smo pa bili veliko skupaj, a ne. Tudi če je Vita rabila na svet, pomoč, je lahko preletela, pa so bila midva tam. Ja, Tako neka ta varnost, otrok mora čutiti neko varnost. Pa te ni nikoli nič znerviralo, se nisi nikoli razjezila? Razjezim se pa jaz res redko. Zjezijo me krivice, mogoče to, ampak ne, zjezim se redko. Tudi jokam redko, razen kadar sem zelo ganjena ob uspehih športnikov ali pa kakšnih drugih ob močnih zgodbah. A ne? Ja. Mene te močne zgodbe ganjajo in mene je to vedno motiviralo, tudi ko se nam je vse to dogajalo. Ali pa ko sem jaz bolela, recimo, jaz nisem nikoli brala forumov, kjer so potem jokali, kaj pa še, pa ne bo tega, pa ne bo. Neka pritoževanja, to mene izčrpa, mene ta energija ubije. Ampak rajš berem zgodbe, ki so uspešne, ki so nekaj naredili z tega. Ne čudež, ker čudeža ni, ker je pač treba stvari oddelati. Ne? Ampak da vidiš, da se da, da so druge poti in dejansko nas Nina ves čas vodi na neke nove poti, take zelo nekonvencionalne in mene to všeč. Vidim, da se tle zelo dobro počutim. Ja, mislim, to je res, v bistvu si lahko na koncu hvaležna za to, ne? Ja. Ker ste zelo specialna družina. Ja, a veste, če me zdaj vpraša kdo, a bi jaz to kdaj zamenjala, ta scenarij, če bi vzela drugega v roke, verjetno bi bilo lažje, ampak ga ne bi. Zato, ker meni se zdi, da nam je ona tako obogatila življenje. Res jaz tudi cenim stvari, hvaležna sem za stvari, ker ne vem, če bi bila, če ne bi bilo Nine. Tako da ona nam je res, res odprla svet ljubezni. A ona, misliš, da ve ona? Mislim, kako pa ona čustva izraža? A ve, kaj je to ljubezen? Ali pa, naprimer, a se bo ona kdaj zaljubila? Vse se je že. Ona se je že zaljubila. Ona tudi pravi, da se bo poročila. A res? Ja, ona pravi, da se bo poročila. Ona je tako kot starša optimistična. Mislim, ona ima tudi svojo prihodnost nekako začrtano, ampak jaz čisto puščam odprto, zato ker dejansko ne vem, kaj bo. A ne, ta tehnologija zdaj se razvija, mogoče, ne vem, se bo poročila s humanoidom, zdaj karikiram, ampak jaz res ne vem, v katero smer bo to šlo. Jaz tudi nisem si predstavljala, na kakšen način bo ona komunicirala danes, a ne, pa je to povsem v redu, a ne. Mislim, seveda je zanjo teže, ogromne izzive ima, ampak pa kaj, pa sej se odpirajo nove poti, nova področja, znanost napreduje. To, kar si zdaj omenila, to je zadnjič Nara tudi rekel, ne, da se zna zgoditi, da se bomo tudi v stroje zaljubili in sem jaz še tako nekaj hotela biti moralizirati, da to pa ne, ampak na koncu koncev, mislim, mi zelo zanimive poti zdaj ubiramo, ne, s temi računalniki, ki pa lahko, naprimer, ljudem, mislim, so komunikatorji. Jaz sem to pred 2-3 leta nazaj videla, kako preko računalnika lahko danes normalno ljudje, ki ne govorijo, komunicirajo, kar je izjemno dragoceno, a ne? Ja, sej zato pa pravim, da jaz sploh, mislim, me ni strah, zato ker sem videla, kako me je strah, me to zelo, zelo ustavi in ni dober, ne deluje dobro ne name in posledično ne na družino. In jaz mislim, da se bo zgodilo še marsikaj, sej, kaj pa zdaj, kaj pa prav, pa kaj narobe, sej, danes je to tako, mislim, jaz sem se sicer zelo morala s tem ukvarjati, ne, ker moja vzgoja je bila pač taka, ko je bila, tako le mora biti, pa greš v šolo, pa to, pa tudi recimo, ko sem jaz službo pustila za nedoločen čas, je moja mama skoraj kapa, ne, službo za nedoločen čas, jaz sem morala prek mnogih teh ovir. Pa tudi verjetno, da si v knjigi vse napisala, verjetno tudi to, ne? To sem jim pa dala prej v branje sicer, ja, da ne bi bilo pač kaj preveč, tako da sem dala svojim staršem, možu Viti, to sem dala v branje, no. Ja, dejansko sem se na nek način razgalila, ne? Ampak jaz mislim, da upam, da sem s to knjigo mogoče pomagala lahko komu, da je videl, da ni vse, da ni treba, da je vedno samo ta pot, ampak da je še mnogo drugih poti, ki te pripeljajo do cilja, ne? In da ni nujno, da je slabša. V bistvu je na nek način tudi klicaj za vsem nam, vsaj meni, jaz sem tako doživela, da se vsak dan pa kdaj spomnim, da sem hvaležna, da nisem
vsaj na tem področju šla čez tako težke izzive, sem šla pa na kaj drugem, ne? Ja, vsak ima svojo pot, ne? Vsak ima svoje ovire. Včasih se mi tako zdi, da sem na neki jadrnici, verjetno nisem na jadranski obali, ampak na Atlantiku, ki je majčkeno več vremenskih razmer, malo težje vremenske razmere in da me tako pač me premetava, da se borim z viharji sem pa tja, da poskrbim za ljudi, ki so na ladji, da se imajo dobro, da jih živali ne pogoltne, vse to. Ampak potem pa spet pride sonce, pa bonaca, pa spet uživam, pač to je življenje, ne? Tako je. In če včasih recimo, če kdo vpraša, kaj si želiš za svojega otroka, ne? Ja. Da bi bil srečen. Sam srečen, življenje pač je takole, ne? Ni ves čas sam lepo. Če mene vprašate, kdo vpraša, kaj si želim za svoji punci, bi rekla, da da ju opremim z orodji, da bosta znali premagovati vse ovire, pa tudi tiste najtežje in da se boste še potem lahko dobro počutili in bili še naprej hvaležni. To se mi zdi. Vida si verjetno želita opremiti svojo hčerko tudi tako, da ko vaju dveh ne bo več, ne? Da bo ona lahko samostojna, ali kako misliš, da je že v bistvu je samostojna ali bo samostojna? Zdaj še ni samostojna. Zdaj še ni. Ne, zdaj še ni, ampak zdaj ji urejamo status in zelo ji privoščim, da bo dobila osebnega asistenta. Ne? Če bo ona dobila osebnega asistenta, dejansko lahko gre kamorkoli, karkoli, pač vedno potrebuje, da se malo poservisira, da se malo podpre, da malo pomaga. Tako da recimo to se mi zdi neka taka prihodnost, ker ne bo čisto samostojna, da bi ji nekdo pomagal. Ker ona si zelo želi biti samostojna. Ne? Ona ves čas izraža to željo, da bi nekaj počela, tudi recimo gospodinjska opravila se ona rada vključuje, ona tudi vidi delo sama od sebe, ona je zelo samoiniciativna. Ja. Kaj, pomije posodo? Ali kaj? Ja, pa recimo smeti oziroma ločuje smeti, posesa, take stvari zelo rada naredi, rada je koristna. Ne? A veste, mislim, tudi invalidi, oni so radi koristni, oni bi radi prispevali. Ne? Zato jaz vedno rečem, da je nujna inkluzija, da se te ljudi da v zdravo okolje, da se oni učijo takih, ki lažje zmorejo stvari, da skomunicirajo z njimi normalno. Ne? Če pa jaz jih postavim vse, recimo otroke s posebnimi potrebami v en razred, se pa težko eno drugega kaj učijo, ker ima primanjkljaj na področju govora, ima primanjkljaj na področju gibanja in tako naprej. In zato se mi zdi, ta inkluzija se še ne izvaja dovolj. Ne? Vse se mi zdi, da ta inkluzija pravzaprav velja tudi za čisto normalno, mislim, za one, ki jim nič ne manjka, če ti narediš geto enih in istih ljudi, jih tja noter stisneš, mislim, oni ne morejo napredovati in vedno nastajajo večje napetosti, ne? Kot če ti pomešaš ljudi, da se sprejmemo, mi med sabo bolni, zdravi, zeleni, oranžni in nekako izmenjujemo svoje izkušnje, svoje znanja. Ja, ker seveda svet je raznolik, vsak je unikaten in če bi se mi vsi med sabo tudi bili navajeni en drugega pač gledati tazga kot je, ne bi bil potem nekdo šokiran, če pride v službo neki invalid, ki recimo ne more govoriti. Ja. Problem je v tem, da je prej ni dosti dobro poskrbljeno. Mislim, da na področju šolstva, da je treba še marsikaj narediti. Pa se kaj aktiviraš? Mislim, jaz se nimam časa aktivirati na področju sistema, ker če sistem hoče spremeniti, to ogromno energije terja od tebe, pa tudi veliko časa. Ne? Jaz pač poskrbim za to, da je Nina v zdravem okolju, oziroma vedno do zdaj nam je to uspevalo, ona se dobro počuti in dokler je tako, sem hvaležna za to, ko bojo rekli, ne more več, bomo spet iskali nove alternative in vedno tako bo. Sploh da je rečeš, dvigneš roke. To pa ne. To pa ne. Gorenci, ne, Slovenci. Mislim, po drugi strani je pri nas tudi zelo veliko jamranja, ne? Ja, jamranja in temu se pa jaz izogibam. To me res izčrpa. Tako da, če se le da, grem mimo tega. Ker to pa nimam toliko časa v življenju, da bi to poslušala. Žal. In ko greste na morje, zdaj to včasih je bila verjetno drama, mislim, iz knjige se spomnim, ne? Zdaj pa ni več tako, ne? Mislim, mi smo vedno okrog hodili vse povsod. Ja. Tako tudi z Nino smo hodili, nikoli nismo skrivali. Pa tudi, recimo, zanimivo, ko gremo v tujino, Nino vedno opazijo, ker seveda je drugačna in pristopijo do nje in zelo so prijazni, no.
Je pa seveda, mogoče bi šli na druge destinacije pa drugače, če ne bi imeli Nine. To se pa moraš prilagoditi. Zdaj ne bomo mogli iti recimo, ne vem, na Kilimandžaro, ker z njo ne moramo iti, pa take stvari. Ampak to vzameš v zakup, vsega pač ne moreš v življenju imeti, ampak stvari, ki jih pa imaš, jih pa vzameš tako celovito, prisotno, uživaš v vsakem trenutku. To je bistvo. Pa ti bi morala biti kakšna ministrica za šolstvo in bi vse spremenila takole. Ne bi mogla, v sistemu se težko stvari spreminjajo. Nekako mene ta sistem, no jaz tudi sem bila v sistemu. Si jezna na sistem kdaj? Ne, ker nisem jezna pogosto, ampak v sistemu... Se pravi, ne jeziš se, ne spravijo te ob živce, pa da zboliš, ker to vse tiščiš. Ne, se sproščam, grem na bližnji hrib, to pa zdaj toliko poskrbim zase, da grem na bližnji hrib, da vsak dan meditiram. Poskrbiš zase. Zdaj pa ja. In tudi Nini rečem, Nina, zdaj grem jaz na meditacijo, 20 minut rabim, ona naredi v redu. Tako da se čisto razumemo. No, ampak če smo ostali, ne jeziš se na sistem, seveda ne. Ne jezim se, ampak sem pa bila v sistemu v šoli, pa me je to, se mi zdi tako, da mi ni pustil dihati. Jaz bi se razvijala na nekih področjih, pa se pač znotraj sistema ne moreš, jasno, ker je toliko ljudi, vsak zavzema svojo vlogo tam, a ne. Zdaj, ko sem pa sama, zdaj pa si res lahko dam duška in se razvijem na področjih, kjer so meni pisana na kožo. Tako da ne, da se jezim na sistem, šla sem iz sistema rajša, pa sem mogoče malo prehranila energije. Ja, in svojo pot poiskala in našla. Kaj bi svetovala vsem nam staršem ali pa bodočim staršem pravzaprav? Mi, ki smo že naredili, ne? A lahko nazaj popravimo? Ne, mislim, da ne, lahko se pa pogovarjamo, ne? Pa, da se pogovarjamo, da se spoštujemo, mislim, da nam to ostane. Staršem, ki pa imajo majhne otroke ali pa ki jih bojo imeli, pa res svetujem, da se odločijo, da si bojo vsaj prva leta vzeli čas za njih, da bojo z njimi v vsakem trenutku prisotni, da bojo uživali v starševstvu, ker to je lahko res strašno lepo potovanje. Če pa so kakšni izzivi večji, pa ne takoj obupati, ampak se obrniti na ljudi, ki imamo že izkušnje, ali pa seveda na pristope, ki jim pašajo, vsaj vsak pristop, tudi ni za vsakogar, ker tudi tak način, ki smo ga mi izvajali, tega ne more vsak, ker je prenaporno. To je samo za družine, ki res imajo ekipo, ki lahko to si pač privoščijo energetsko, ker je res naporno. Ampak vedno se, tudi v takih primerih se pač najde recimo neka rešitev, nek nasvet. Če pridete do mene, ga vedno najdem na sebi. Veš, ko te poslušam, tako izgleda res dober. Hkrati pa vem, če se pa poskušam vživeti v takole situacijo, pa to gre kljub vsemu za veliko odrekanja in za veliko, moraš imeti res močno motivacijo, veliko ljubezni. In verjetno moraš res pozabiti na svoj ego, kako je pomembno tvoje življenje, ampak se v bistvu dati na mesto svojega življenja, življenje svojega otroka. Ne? Ja, to pa je. Ja. To pa tudi recimo zdaj so moje prijateljice, moje otroke že toliko stare, da so pač svobodne, vsi so po svoje, vsi si sami lahko že skuhajo, vse poskrbijo, jaz pač tega ne moram. Ne? In potem včasih dobim kakšen slab moment, pa malo pojamram klemno, pa rečem, jaz pa to pa ne morem, pa ne malo potolaži, pa grem spet dalje. Sigurno je to drugačen način življenja, tudi na ego, ja, seveda, se predajaš, ampak jaz mislim, da je to moje poslanstvo, da je to tudi nekako moja naloga kot mame, ampak mislim, da če Nina ne bi bila taka, kot je, da ne bi vse te ljubezni meni nazaj dala, ker ona meni dejansko ves čas daje bencin za naprej. Jaz mislim, da je to tono, ker je ona tak značaj. Ker je res poosebljena ljubezen. In mogoče, če bi se ona bolj upirala, da ne bi bila toliko pripravljena delati, da ne bi bila toliko hvaležna, da bi bilo mogoče tudi meni težje. No? Ampak ona je res sonce. In jaz mislim, da je to, da sem jaz prišla na ta svet zato, da podpreš to sonce in da ga deliva zdaj tukaj z vami. Hvala ti, Jerneja, mislim, za neskončno lepo zgodbo. Hvala, pozdravi Nino. Jaz bom pa vedno na koncu oddaje preberem iz svoje knjige, iz Rokove in moje knjige, veš, takole malo, sem pa tja gledam in potem rečem, mislim, kaj bom prebrala,
tako kot se pač, kjer se ustavi, evo, kje se bo zdaj ustavil. Tam, kjer se ustavi, pa preberem. In to je konc oddaje. Tebi se pa zahvaljujem za povabilo, lepo je bilo. Hvala tebi. Jaz te imam zelo rada, saj veš. Evo, ustavil se je tlele. Verjemite v ljubezen, rečete ji lahko tudi Bog. Poiščite svojega Boga, če ne drugje, v sebi. Zaupajte Božjemu načrtu. Čudeži se dogajajo. To sva mi dve danes priklicali. Hvala ti. Hvala tebi. Hvala. Se vidimo naslednji ponedeljek.